Pozdravljeni. Pozdravljeni v naši družbi. Jaz in moja ekipa pri Vezalu smo se odločili, da bomo naredili maraton prijaznosti. Ta maraton bo potekal od petka, od jutri, od 5. popoldan do naslednjega petka do 5. popoldan. Zakaj maraton prijaznosti? Jaz opazujem, kaj se dogaja v našem okolju. Opazujem, kako je ta družbena jeza postala res ena velika stvar, kako je uničujoča, kako pljuvamo, sodimo, se počutimo ogrožene, napadamo, si delamo filme, kako nekdo nekaj vpraša in mi razumemo čisto nekaj drugega. Jaz zaradi tega res zelo trpim. Tako si rečem, pa ljudje božji, a nismo na istem čolnu? Kaj se dogaja? In potem se je meni in Albertu začelo dogajati, da so ljudje prihajali na terapije, družine, starši, pari, s to jezo. In jaz sem si rekla, poglej, to je nalezljivo bolj kot virus. Na koncu bomo vsi taki počutili, se bomo ogrožene, napadali bomo drug drugega, obsojali bomo drug drugega, bali se bomo drug drugega, kam gre ta svet. In potem se je zgodila ta tekma med Rogličem in Pogačarjem, ki jaz nisem gledala, sem pa vsak dan pogledala rezultate. Gledala sem pa konec. Gledala sem tisti trenutek, ko je Pogačar rekel, jaz sanjam. In je rekel Roglič, ne sanjaš, zmagal si. In ga je ubil. Ljudje, dragi moji, jaz sem se 3 ure jokala kot dež. In sem začutila, kako sem se stradana videti take prizore. To, da ljudje zmorejo prenesti poraz, da ljudje odgovorno prenesejo nekaj, da ne vidijo svojega nasprotnika kot sovražnika, to je zdrava tekmovalnost. In jaz sem čutila toliko ene hvaležnosti, pripadnosti in ljubezni v tem objemu in sem si rekla, kaj za vraga se dogaja, da svet ne more biti tak. A sem jaz res toliko naivna, da to verjamem, da je lahko? A čem obupati? In sem rekla, ne bom obupala. Evo, ona dva sta kolesarila, da sta skoraj konec vzela, mi bomo imeli pa en teden maratona prijaznosti. In midva z Albertom vam bova vsak dan ponudila nekaj materijala, s katerim boste lažje razumeli, kaj se dogaja, da mi ne zmoremo biti prijazni. Kjer boste videli ljudi, ki so se jim res zgodile hude stvari ali pa imajo težke službe in še vseeno zmorejo biti prijazni in srčni. In a veste, ko si rečeš, kaj je prijaznost? Prijaznost je ena majhna stvar, prijaznost je kavica, ki mi jo Albert danes zjutraj skuha, ki mi jo skuha vsako jutro. A veste, kaj je prijaznost? Prijaznost je, ko jaz vstanem in grem v kopalnico in se pogledam v ogledalo in v ogledalu vidim prijazen obraz. To je prijaznost. Tukaj se začne spet pri meni. Pri meni. Zato sem se odločila, da bom ta teden dala vse od sebe, vse stvari boste imeli na Facebook strani Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, pejte tja, poklukajte, pazite, ne bo prijaznost samo v starševstvu, ampak bo vse splošna prijaznost, a ne? In polajkajte stran in dajte mi slediti in dajte deliti moje objave, zato da bomo čim več ljudi zbrali na kup, da naredimo eno veliko gibanje prijaznosti in tukaj res rabim vašo pomoč. Da sodelujemo. In razmišljam tudi o nekem nagradnem natečaju, ne bo nagradna igra, ampak bo natečaj. Ampak to se mi je danes zjutraj porodilo, tako da moram še malo pregovoriti z mojimi v ekipi, da moram si kar sama zmisliti stvari, kako se jim to zdi. In v naslednjem videu boste dobili jasna navodila, kako se lahko tega natečaja udeležite, kakšna bo nagrada.
za ta natečaj. In seveda še ena stvar, prosim, da pod poste komentirate vaše izkušnje s prijaznostjo, kdaj ste se vi najbolj premagali, kdaj vam je bilo najtežje, pa ste vseeno ostali prijazni, katera je vaša izkušnja, da so drugi bili prijazni z vami. Vse pišite, kar bi lahko svetu prav prišlo, kjer bi ljudje lahko svoje misli preusmerili v nekaj drugega, ne v to, da bi skozi iskali, kje lahko koga ugriznemo. Tako da, prosim, pridružite se mi, naredimo veliko gibanje in spreminjajmo svet na lepše. Tako da, hvala, ker delite ta video, ga lajkate in se vidimo v tednu prijaznosti, da bomo skupaj oddelali maraton in boste videli, da to ni tako preprosto. Čau, čau!